Tokrat v občinskem informatorju. Soočanje z novično epidemijo. Janša in Orban na srečanju ob začetku del na daljnovodu Cerkov Cepince. Ob tednu pesca tudi v Mariboru delili odsevne trakove. Vuzenici bodo obnovili državno cesto do Vuhreda. V Kungoti po 2 letih spet zobozdravnik. Lepo pozdravljeni. V Sloveniji je od danes vnovič razglašena epidemija. Jutri stopa v veljavo policijska ura med 21. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Med izjeme pri omejitvi gibanja v nočnem času bo sicer spadal prihod in odhod na delo. Danes pa je naša ekipa obiskala nekaj okoliških občin, kjer so nam povedali, kako se soočajo s trenutno situacijo. Za nas so spregovorili tudi podjetniki, ki niso v nič kaj zavidljivem položaju. Nekateri se spogledujejo celo z zaprtjem gostinskih lokalov. Obiskali smo občino Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, kjer se kljub nekaj potrjenim okužbam v kraju do zdaj dobro soočajo z zdravstveno situacijo. Mislim, da so naši občanke in občani zelo potrpežljivi in upoštevajo dana navodila. Zato tudi danes ob razglasu epidemije za našo občino to ne pomeni nič kaj posebnega. Vsi protokoli so bili speljani že konec poletja. Na občinski upravi konkretno merimo temperaturo obiskovalcev že vso poletje. Prav tako vodimo natančno evidenco, kdo prihaja, kdo odhaja. Tako da, kar se naše občine tiče, nekih večjih sprememb ni, razen pač to, kar velja danes tudi za vso Slovenijo, da je uporaba mask tudi v odprtih oziroma javnih površinah zunaj. Od konca preteklega tedna so svoja vrata morali zapreti tudi gostinski lokali, kar jih bo pahnilo v stisko. Kaj bo z zaposlenimi, ne vedo. Ne vem, se sprašujem, kako bo naprej. Sicer imam 2 zaposlene, eni se končuje bolniški stalež, tako da ta mesec so še bile plače, za drugi mesec pa se sprašujem, odkot. Kar pomeni, iz danes na jutri smo morali gostinske lokale zapreti. S tem, ne vem. Nam razmišljati, niti ne vem, kaj se bo zgodilo, ali bomo preživeli ali ne. Mislim pa, da ne. S podobnimi vprašanji se srečuje večina gostincev. Ja, pri nas je podobno. Komaj smo se malo sanirali od spomladanskega vala, že je prišel drugi. Pa ne povem, da v Slovenskih Goricah praktično nimamo okužb, oziroma so minimalne, obolelega pa nobenega. Da bi lahko tudi mogoče ločili od cele regije, da bi normalno delali, čeprav mislim, da bi vsi lahko. Ne vem, pa še za najemnine. Jaz imam od enega rigoroznega najemodajalca in ne popusti pri najemninah. Kako bomo to vse sanirali, ne vem, če še bom zdaj, koliko slišim, celo do 31.12. bi se to dogajalo. Težko bo res. Na občini Sveta Trojica se sicer trudijo, da delo občinski upravi poteka nemoteno. Upoštevali vsa navodila NIJZ-ja, uporabljali vsa predpisana zaščitna sredstva, to se pravi maske, razkužila, distanco med zaposlenimi in pa zaposlenimi in strankami, ki prihajajo na občino. Ves čas jih spodbujamo, da rešujejo zadeve, kolikor se da, preko telefona, interneta. Imamo tudi elektronske obrazce, tako da v bistvu minimiziramo te osebne stipke, redno tudi prezračujemo prostore in pač poskušamo maksimalno preventivno delovati, kljub temu, da imamo izjemno malo število okuženih v naši občini. V občini Sveti Andraž trenutno nimajo potrjene okužbe. NIJZ je sicer tako v Sveti Trojici kot Svetem Andražu nekaj dni nazaj podal napačne informacije. NIJZ je v preteklem vikendu objavil, da imamo 88 okuženih, kar je seveda smo hitro ugotovili, da je prišlo do napake, tudi sami so se opravičili. Sama sicer menim, da pri takih podatkih moramo biti dokaj natančni, kajti hitro se v javnosti potem pokaže panika, katera mogoče ni potrebna. Trenutno, kot rečeno, nimamo podatka, da imamo katerega aktivno okuženega, imeli pa smo do sedaj enega okuženega, tako da ja, takšno je sedaj stanje v naši občini.
nekih sprememb iz danes na jutri, ko je bila razglašena, danes epidemija ni, tako da držimo se vseh ukrepov. Kar se tiče same občinske uprave, smo nekako omejili poslovanje s strankami in sicer na način, da priporočamo strankam, da se v bistvu naprej najavijo, vkolikor bi morali priti na samo občino, sicer pa prosimo, da naj čim več zadev rešujejo preko telefona ali po elektronski pošti in seveda naj vstopajo v javne prostore zdravi. Imamo tudi nameščen merilnik temperature in vse tiste potrebne ukrepe, naj si razkužijo roke in tako naprej. Frizerski saloni sicer svojih vrat tokrat niso zaprli, a imajo pri delu veliko omejitev. Med drugim je lahko v prostoru samo ena stranka naenkrat. Ko stranka odide, moramo najmanj 15 do 20 minut biti sami, vse prečistiti, razkužiti, prezračiti. In glede na to, da celi dan delaš, pa vedno po 15 minut se to kar nabere in je to kar 2-3 stranke manj, ne? In je tudi potem finančno manj. Recimo tako, lahko ocenite, koliko ste jih imeli pred že spomladanskim valom strank dnevno v salonu, koliko zdaj? Ja, povprečje enih 20 do 30% imamo manj strank v salonu, ne? In tu je tudi potem dosti manj prihodkov, ne? Izdatki pa so vedno isti, ne? Danes so potrdili tudi policijsko uro, ki stopa v veljavo jutri. Župan Destrnika meni, da to njihovim občanom ne bo predstavljalo težav. Ne, to ne predstavlja nekih večjih težav. Edino vprašanje, ki se mi postavlja, je druga izmena delavk in delavcev, ki delajo do 10 in pridejo okrog 11 domov, ampak verjamem, da je na to bilo tudi mišljeno, da bodo seveda ti se normalno vračali iz delovnega procesa v svoje družine in tako ne bo okrog tega problema. Kot vidite, lokali in tako dalje so danes naprej tudi zaprti, tako da pravzaprav je ta ukrep bolj namenjen za urbana naselja. Svoja vrata so bili primorani zapreti tudi fitness centri. Ljudje dejansko z negibanjem ne dobijo dovolj tistih porabljenih kalorij in energije, torej ne morejo delovati tako brez težav, kot pa drugače, ko so aktivni in nekako skrbijo zase in za svoje dobro počutje. Kar se pa tiče slovenske fitness iniciative, že v prvem valu smo se zorganizirali, smo nastavili na nek način program, kako pač osveščati ljudi, da fitness kot rekreacija ni škodljiv, da dejansko tukaj okužbe niso tisto žarišče, katero je bilo že večkrat predstavljeno. In fitness iniciativa je dejansko bila odziv na to, kar se je takrat dogajalo, kajti lastniki fitness centrov in podobnih rekreativnih objektov nismo dobili svojega sogovornika, s katerim bi se dejansko o tem pogovarjali in s katerim bi lahko predstavljali svoje stališče podjetij in vseh ostalih, vladi in drugim odločevalcem. Z jutrišnjim večerom tako v Sloveniji velja policijska ura, od današnjega dne pa imamo razglašeno 30-dnevno epidemijo. Predsednik vlade Janez Janša se je udeležil otvoritve začetka izgradnje daljnovoda Cirkovce-Pince. Načrtovani električni daljnovod sicer predstavlja del povezave Slovenija-Madžarska-Hrvaška in je ena izmed glavnih prioritet vlade v razvoju slovenske energetske infrastrukture. Na dogodku se je Janša srečal tudi s predsednikom madžarske vlade in hrvaškim zunanjim ministrom. Otvoritev daljnovoda je potekala v prireditvenem prostoru v Kidričevem. Predsednik vlade Janez Janša je ob tej priložnosti zbrane tudi nagovoril. Za izjemno pomemben, pa hkrati tudi za izjemno zahteven projekt. Zato je razumljivo, da zaradi raznih regulacij in pravil umeščanja v prostor, usklajevanja z lokalnimi skupnostmi, usklajevanja različnih interesov, pač traja dlje kot za tako občinsko cesto. Kljub temu je pa 20 let predolgo dobo. To je nekaj pač pomenilo zaradi tega, ker imamo žal v Sloveniji velikanske probleme z hitrostjo razvojnih projektov, njihovega umeščanja v prostor, ne toliko samo izgradnjo, ampak nasploh z birokratsko navlako. In naj nam bo ta primerjava med 20 leti in 2 letoma nek opomin, da to, kar si je slovenska vlada zadala, se pravi počiščenje
birokratske navlake, nepotrebnih postopkov, skrajšanje postopkov, drugačnega pristopa vseh, ki so uradno odgovorni za takšne postopke, v tem smislu, da iščejo rešitve na probleme. Meni bo to dodatno spodbuda za to, da se nikoli več ne bo zgodilo, da bi nekaj trajalo 20 let, preden začnemo graditi. Orban je dogodku pripisal celo zgodovinski pomen. Slovenski predsednik vlade pa je poudaril še, da je daljnovod izjemnega pomena. Da električno energijo v sedanjih časih jemljemo kot nekaj samoumevnega. Ta daljnovod je izjemnega pomena zaradi tega, ker kljub temu, da električno energijo danes v teh modernih časih jemljemo kot nekaj samoumevnega, je električna energija tudi v 21. stoletju ključen označevalec in omogočevalec civilizacije. Zdravje začnemo ceniti takrat, ko zbolimo. In kaj pomeni električna energija, običajno se tega zavemo šele takrat, ko je ni. Na srečo, za razliko od časov naše mladosti, redukcij praktično ne poznamo več. Kljub temu pa je zato, da bo oskrba z električno energijo nekaj trajnega in dejansko samo po sebi umevnega tudi v mogoče kakšnih kritičnih situacijah in bolj izjemnih časih, še vedno ena od prioritet. Če si želimo zamisliti železno dobo pred 200 leti, si predstavljamo, da nimamo električne energije nekaj tednov in bomo tam. Prvi mož Elesa, Aleksander Mervar, pa je izpostavil, da bodo s projektom vzpostavili prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske ter povečali že omenjeno zanesljivost delovanja sistema. Rad bi poudaril, da je projekt res izjemnega pomena ne samo za Slovenijo, temveč za celotno širšo regijo in Evropo. Zato je bil sam projekt uvrščen tudi na leta 2015 na seznam projektov skupnega interesa. Leta 2019 pa smo v okviru inštrumenta za povezovanje Evrope zanj uspeli pridobiti 50 milijonov nepovratnih evropskih sredstev. Ko bo daljnovodna povezava vzpostavljena, se bo povečala zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema. Povečala se bo možnost prenosa električne energije z in v Madžarsko, kot tudi celotno vzhodno regijo. Janša in Orban sta se po koncu slovesnosti odpravila na delovno kosilo. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, naj bi se v pogovorih dotaknila nekaterih osrednjih dvostranskih tem, razmer glede pandemije ter aktualnih zadev v Evropski uniji. Mestna občina Maribor se je z mrežo deležnikov in prostovoljcev pridružila nacionalni preventivni akciji Pešec. V zgodnjih večernih urah so prostovoljci na več lokacijah seznanjali pešce in kolesarje o pravilni uporabi odsevnih predmetov, upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih ter o odstopanju prednosti pešcem pred označenimi prehodi. Pri tem pa so jim tudi delili odsevne trakove in brošure o posveti mi pozornost, bodi viden, bodi previden. Med vsemi prostovoljci so na eni od predvidenih lokacijah bile tudi dijakinje srednje prometne šole iz Maribora, ki so skupaj s svojim mentorjem delile trakove in brošure ter pešcem na kratko opisale akcijo. Njihov mentor je izpostavil, da pešci premalo uporabljajo odsevna telesa, čeprav je to zelo pomembno. Mislimo, da tega je premalo, zdaj prihajajo temnejši dnevi, hladnejši, pojavljamo se v prometu, čeprav vidimo, da je osvetljeno vse, ampak svetlobno telo, prej smo vidni, bolj smo vidni, ne? Tu pa probamo v zloženki povedati mimoidočim, ne? Tisti, ki si to preberejo, zakaj je to pomembno. Ne? Se pravi, voznik ne more ustaviti, če pešec ni viden, pravočasno, ne? Se ne da, in da preprečimo najhujše, ne? Probamo osveščati pešce in kolesarje, da si pač z temi svetlobnimi elementi, ne, olajšajo življenje. Dobro je tudi, da so pešci oblečeni v svetlejša oblačila, saj bodo vozniki prej opazili, odsevna telesa, tako trakovi, kresničke, ne nazadnje tudi odsevni jopiči, pa ne predstavljajo večjega stroška. Vsaj nekaj malega odsevnega na telesu, ne,
je dosti bolj varno, kot pa temna oblačila, tako da obešenke, trakovi, resničke včasih, ko smo imeli, ne. Najboljše pa so pač ti jopiči, ki niso neki, bom rekel, strošek družini, ampak prinesejo pa dosti. O odzivih na terenu, kako so jih sprejeli mimoidoči, pa je spregovorila ena od prostovoljk. Pa tudi, zakaj se je odločila, da pri tej akciji sodeluje. Ja, mislim, da je pametno, da pač ljudje vejo, da morajo biti varni, ker pač tako vidimo, koliko je vsega tega na cesti, pa nesreč pa tega, in pač da pomagamo, da bi bili bolj vidni pa bolj varni. Kakšen je pa kaj odziv tukaj le, ne? Vse ljudje ustavijo, verjetno niso preveč presenečeni. Ja, večina se jih ustavi, samo tudi pač, kaj so bolj mlade, pa večina jih gre kar naprej ali pa pač reče ne hvala. Kako pa na varnost in odsevna telesa ter akcijo gledajo mimoidoči? Ja, jaz imam tako doma, imam tega, da sicer podnevi ga ne dam gor, ker smo vidni, zvečer pa seveda, da smo vsaj odsevni. Sem ponavadi oblečen v svetlejša oblačila, pa pazim na okolje. Sej, na kolesu stojite ključi, pa kakšni tak ali fluorescentni pridejo zelo prav, da smo bolj vidni. Pa tudi kot peška, se pravi, tudi takrat verjetno poskrbite, da ste vidni ali s kresničko ali kakorkoli. Ja, absolutno, ker sploh tule v mestu so včasih zelo neprevidni vozniki, tako da je res treba se vedno ustaviti, vedno pogledati, če ne hitro pride do česa. In prav zato, da ne bi prišlo do česa, do nesreč, je dobro biti previden in viden. V Vuzenici so tik pred obiskom vlade na Koroškem podpisali sofinancerski sporazum o gradnji državne ceste Vuzenica-Sveti Vid proti Vuhredu. Vuzeniški župan Franjo Golob je po podpisu optimističen, saj gre za izpolnitev dolgoletne obljube ministra za infrastrukturo. Vuzeniški župan je vesel, da je po dolgih letih prišlo do podpisa pogodbe, s katero se je ministrstvo zavezalo za sofinanciranje obnove državne ceste. Zdaj lahko stečejo nadaljnji postopki. Končno je bil ta sporazum podpisan, tudi finančno vrednoten. Seveda je sedaj na strani ministrstva, da razpiše, poišče izvajalca in da začnejo z sofinancerskim dogovorom, ki je bil z obe dveh strani podpisan, torej z ministrstva za infrastrukturo, ministra gospoda Vrtovca, tudi z moje strani kot župana občine Vuzenica. Gre za obnovo in rekonstrukcijo državne ceste državnega pomena v dolžini 1,8 km v prvi fazi. Seveda občina je pripravila projekte. Občina bi tudi svoj delež sofinancirala v tem sofinancerskem sporazumu, kot rekoč, investicija je vredna okrog 1 800 000 evrov, od tega občina prispeva 15%, ostali del prispeva država. Če bo uspešen izbor izvajalca, bi lahko kmalu začeli graditi to cesto, opravili pa bi nato še rekonstrukcijo ceste do Radelj ob Dravi. Aktualne pa imajo tudi druge projekte. Seveda pa v tem času smo uspeli tudi z izbiro izvajalca in sredstvi za razvoj regij, torej evropskih kohezijskih sredstev, je pričela izgradnja opremljena obrtnih con kot podokrepa in seveda tukaj izvajalec opravlja svoje delo. Dela bi naj bila končana do konca letošnjega leta, pogodba se pa izteče v leto 2021 v mesecu marcu. Seveda smo sedaj v pripravi oddaji vlog za sofinanciranje še dodatnih 2 ukrepov iz sredstev za razvoj regije. Eno je navezave Dravske kolesarske poti Vuzenice na Dravsko kolesarsko pot. Tukaj smo oddali vlogo, seveda dopolnitve strani upravnih enot prihajajo, glede na to, da pričakujemo v čim krajšem času tudi gradbeno dovoljenje. Zaključili pa bi radi tudi kolesarsko pot, ki se bo priključila na Dravsko kolesarsko pot. Drugi del je pa tisti, ki se je občina morala na hitro odločiti in preusmeriti namenjena sredstva, več sredstev za izgradnjo navezovalne poti, kolesarske poti na Dravsko kolesarsko pot. Tukaj so se letošnjem letu zgodile čudne stvari, na novo prikazane aglomeracije, torej občina Vuzenica po novem spade v aglomeracijo večjo od 2000 populacijskih enot in je upravičene do dele sredstev za opremljena kanalizacijskega omrežja, torej omrežja na še izgrajeno čistilno napravo, ki jo imamo sosedno občino Muta. Tudi tukaj so projekti nekako zaključeni, oddali smo vlogo, pričakujemo na enak način kot tudi za kolesarsko stezo, ugodno pridobljeno gradbeno dovoljenje in seveda takrat tudi podpis odločbe in seveda, ko bo podpisala pogodba, bomo mi v tem času že prišli z izbiro izvajalcev.
Ta dela naj bi se nadaljevala v naslednjem letu in se takrat tudi končala. V Zgornji Kungoti so odprli sodobno urejeno zobozdravstveno ambulanto. Tako je zdaj po 2 letih v kraju spet zobozdravnik, ki sprejema nove paciente. Po 14 dneh delovanja pa so prvi pacienti, ki so že prišli na pregled, povedali, da so zelo veseli, da lahko pridejo k zobozdravniku v svoji občini. Več pa v prispevku. Novo zobozdravstveno ambulanto najdete na naslovu Plintovec 7B v Kungoti, kjer sedaj že okvirno 14 dni deluje zobozdravnik Nino Danielov 2-krat tedensko. O ponedeljkih in četrtkih popoldan, ostale dneve pa dopoldan. Zaenkrat se prijavljajo in delamo samo prve preglede. Prve preglede odpiramo kartoteke in ljudje kar prihajajo, že jih je kakšnih 400, se mi zdi malo čez 400 že prijavljenih. Zagotovo pa bomo rekli, da se pa že pozna, da so že veseli verjetno, da je spet zobozdravnik tu v Kungoti. Drži, od marsikaterega slišimo, veseli smo, da vas spet imamo, to drži. Ob uradni otvoritvi pa je županja občine Kungota Tamara Šnofl izpostavila, da je vesela, da je za zobozdravnika poskrbel zdravstveni dom Adolfa Drolca. Po praktično 2 letih premora, ko zobozdravstvena ambulanta dejansko ni delovala, smo zelo veseli današnjega dne, ker smo namreč tudi uradno, čeprav je že 14 dni ambulanta počasi delovala, ampak uradno odprtje smo naredili simbolično danes. Predvsem sem zelo vesela, da je to vlogo prevzel javni zdravstveni zavod dr. Adolfa Drolca iz Maribora, katerega nenazadnje smo tudi soustanovitelj. Jaz kot županja imam nedvomno tudi zaupanje v javno zdravstvo, tudi občani so veseli, da so se odločili, da bodo prevzeli to ordinacijo v naši občini Kungota. Jaz se iskreno opravičujem vsem, ki so bili v tem času pač prikrajšani za te storitve, pa vendar, kdor čaka, dočaka in zelo smo veseli, da je ta trenutek napočil. Na odprtju je bil prisoten tudi direktor zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor, Jernej Završnik, ki je izpostavil, da so z veseljem sprejeli povabilo, da v Kungoti ponovno odprejo zobozdravstveno ambulanto. Mogoče ena specifika tega dela je, da zdravstveni dom dela na 45 različnih lokacijah. In to je zdaj še ena dodatna lokacija. To je za nas velik organizacijski in pa logistični izziv. Naj povem za primerjavo, da edini zdravstveni dom, ki je z nami po velikosti primerljiv, je zdravstveni dom Ljubljana, kateri pa dela na 5 lokacijah. Seveda mi zato ne dobimo tudi nobenih posebnih sredstev, moramo pa zagotoviti dnevno oskrbo vseh naših ambulant, od Lovrenca na Pohorju preko Selnice do zdaj tudi Kungote. Ampak mi smo zato tukaj, seveda z veseljem smo sprejeli to povabilo in se na nek način vrnili v Kungoto. Ambulanta je lepa, nova, tisto, kar pa je, seveda je pa zdaj, da ljudje prepoznajo priložnost, da si tukaj praktično v lastnem kraju tudi izberejo svojega zobozdravnika in na ta način pripomorejo k temu, da se glavarina izpolni. Seveda to pa je osnova potem tudi za naše plačilo se strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Sodobna nova oprema in zobozdravnik v Kungoti tako čakajo na nove paciente. Prebivalci pa so veseli, da so jim storitve omogočene v domačem kraju. Toliko za danes. Glede na ponovno razglašeno epidemijo in ukrepe, ki velevajo, da so prepovedana vsa zbiranja, se te dni vrstijo odpovedi dogodkov. Sicer pa vse informacije v zvezi z aktualnim dogajanjem spremljajte tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Na tem mestu velja le nasvet, da dosledno pazite na svoje zdravje, upoštevajte preventivne ukrepe in ostanite zdravi. Lep preostanek večera še naprej in nasvidenje.